Gospod Kučan, se lahko najprej predstavite, prosim. Vi ste predsednik. Jaz sem Feri Kučan, kmet iz Tešanovec, podpredsednik sindikata kmetov Slovenije. Moje področje je poljedelstvo oziroma predelava oziroma trženje pšenice pri sindikatu. Koliko članov vas pa je? Članov sindikata je, mislim, da med 3 in 4 tisoč, kakšenkrat vsi ne plačajo, težko bi povedal, koliko zdaj od tega plačuje članarino. To po celi Sloveniji, ne? Po celi Sloveniji, ja. Čeprav tle imate, to je žitnica, ne, pri vas. Ja, dobro, gledajte, Podravje in pa Pomurje je sigurno največji obseg pridelave žit. To so pšenica, ječmen, koruza, nekaj tega je za krmo živine, ostalo je pa na trg, za mešalnice, za mlinarje, za predelavo. Kaj vas letos najbolj skrbi? Vidim, tle imate na mizi o uvozu žita iz Ukrajine. Glejte, kaj je letos največji problem? Največji problem je, da smo kmetje že drugo sezono, ko vlagamo v pridelavo pšenice, se pravi, ko kupujemo seme, umetna gnojila, zaščitna sredstva, potem energijo v obliki strojnih del, imeli drugo najdražje leto pri pridelavi pšenice. V 22. letu in pa tudi v letošnjem letu je skoraj isti strošek pridelave pšenice. V letu 2022 smo bili zadovoljni in vsi kmetje v Evropi so lahko bili na isto zadovoljni. Namreč naj se umiri. Namreč ukrajinska vojna in pa zmeda na trgu je v letu 2022 botrovala k temu, da so evropski kupci, se pravi kupci znotraj Evropske skupnosti, pošteno pokupili pšenico. Namreč bilo je nekako načelo, da ne bomo lačni, in se je pšenica dobro prodajala, pa tudi priznali so 100% skoraj stroške pridelave, kar pomeni, da so poplačali pšenico toliko, koliko je koštala pridelava. Zato tudi mislim, da je bilo v 22 na 23 leto kar nekaj viška pšenice, posebno v članicah, kot so Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, pa še kdo. Pri nas tega problema nimamo, kajti Slovenija je z pšenico, temu rečeno, samooskrbno šibka. Mi pridelamo oziroma pridelujemo pšenico, nekdaj smo jo na 34 ali pa 35 tisoč hektarjih, mislim, da je 27 do 28 tisoč hektarjev se seje pšenica. Razlika se je zdaj povečal ječmen, ki ga kmetje pridelujejo, je tudi bolj enostaven. In lansko leto, kljub vsemu, da je bilo povpraševanje za pšenico, je v slovenskih mlinah končalo 68 tisoč ton krušne pšenice. Krmne pšenice, to je razred C, so pokupili krmilaši, potem nekaj brojleraši oziroma tisti, ki imajo proizvodnjo piščancev, picakarji. V glavnem, vsa pšenica se je odkupila
pa tudi plačilo je bilo pravočasno. Zdaj tudi v jesen se je to odrazilo, da se je zopet maksimalno in pa intenzivno pristopilo k pridelovanju pšenice. In strošek, ki sem ga že omenil, je na isti ravni kot leta 2022. Žal zdaj kmetijci doživljamo veliko razočaranje. Zakaj doživljamo razočaranje? Zato, ker v februarju in pa marcu, ko spremljamo evropski trg za pšenico, so se začeli pojavljati viške, celo pri tej državi članicah, ki so velike proizvajalke, kjer se meri to na milijon ton, ne pa na 100 tisoč kot mi. Če povemo, da Slovenija bi naj, če bi bila samooskrbna, pridelati bi morala nekje 250 tisoč ton pšenice. S tem pa, ko je prosti pretok blaga in pa vsega, se Slovenci zadovoljimo nekje 100 tisoč ali pa nekaj čez. Ostalo pa itak pridejo gotovi izdelki iz sosednjih držav prek raznih diskonterjev, ki ponujajo najrazličnejše stvari, od testenin do peciv, sladic. Torej, razliko Slovenija oziroma trgovci pripeljejo tujo blago. In kot sem že omenil, v februarju, namesto da bi borza kazala in pa pričakovani rezultati zalog, ki bi se mogli zmanjševati, se niso, in je bilo ugotovljeno, da, kar je bilo tudi javno povedano, da je Evropska komisija, ki je zelo solidarna do ukrajinske države in pa spoštljiva do ukrajinske krize, dovolila državi Ukrajine, ki ni članica, da zaradi bojkota oziroma težav izvozom pšenice, ki je v glavnem ukrajinska pšenica bila glavno prehransko sredstvo za azijske in pa afriške dežele. Izvozna pot je bila čez Črnomorje in ta kriza, ta vojna, ki je prav v tem delu, kjer je največji izvoz z ladjami, se je to močno omejevalo in v Ukrajini so ostale velike zaloge pšenice. In solidarna Evropa je razpirala svoje domače kmetijstvo v vseh članicah ter dovolila, mislim, da je bilo uvoza dogovorjenega za 20 milijon ton. Koliko je bilo pa prej, pred vojno? Z Ukrajine nismo uvažali nič. Razen, kaj se je špekulativno pripeljalo mimo vsega. To pa ni, noben podatek temu ne sledi. Ampak veste, 1000 pa 10 tisoč ali pa 20 tisoč ton ne naredi take zmede kot pa 20 milijonov ton. In pa še zdaj izdaje odprto, je možno iz Ukrajine nabavljati surovine. Kam je pa prej Ukrajina izvažala? Se sem malo prej rekel, Azija in pa afriške države. Zato je že mednarodna inštitucija pozivala ves čas, ker je tudi Turčija posredovala, da naj Rusija sprosti poti, da bojo afriške države v državah ljudje umirali od lakote, ker niso bili založeni za pšenico. In pa en del Azije, kjer ne raste. In te poti so bile nekaj dogovorjene, nekaj se je vozilo, vendar ne v takih količinah. In se je v Ukrajini zdaj pojavljal višek, ker ves pridelek
In pa moramo povedati, da po podatkih, pa po informacijah, za te države v glavnem zalaga Rusija. Ker Rusija je pa še večji proizvajalec pšenice kot Ukrajina in Rusija lahko parira in Evropi in Ameriki, vsem državam, za svojim potencialom, ki ga ima v prostranih zemljiščih. In če bi Rusija uporabila najnovejšo, pa najsodobnejšo tehnologijo, bi bila neverjetna, vendar zdaj se prebuja in zdaj Rusija izkorišča to vojno stanje, Ukrajino omejuje, samo pobira te azijske in pa afriške trge, viški iz Ukrajine, ker pri Ukrajini se tudi na milijone ton pšenice pojavlja, pa koruze, pa še marsikaj. In sprostitev oziroma dovoljenje je naredilo v Sloveniji hudo zmedo. Cene so padle, recimo tam polovico aprila ali pa začetku maja, tam 20. teden, namesto da bi cena rasla, je cena močno padala po 200 evrov, kar se je odrazilo takoj pri borzah in pa hitro so se pojavili tudi preprodajalci, če ne glih z original ukrajinsko moko, dvomi se in pa sumi se, da so bili naši sosedje ali Avstrijci ali Hrvati ali pa še kdo, tisti, ki so ukrajinsko ceneno pšenico mešali za svojo, dobili so povprečni izračun, ker pšenica ukrajinska je bila pred 2 meseca 170 evrov pripeljana v Evropo. In če so to pomešali z lansko letno pšenico, ki je bila povprečje 330 evrov, so dobili eno zmes in so lahko z moko konkurirali pri vsakem peku ali pa pri vsakem, ki se ukvarja z neko pekarstvo. In domači mlini, v domači mlini je ostalo preveč pšenice, zato tudi domači kupci tik pred žetvijo zdaj uporabljajo to metodologijo, da borza je padla, da so cene padle in da zaradi nekonkurenčnosti proti ukrajinski pšenici in pa moki, ker dodatno Ukrajina ponuja na evropskem tržišču 3 različne sorte oziroma vrste moke, 350-360 evrov, vrhunsko kvaliteto ponujajo, celo blagovno znamko slovenskega distributorja lahko nalepijo in hočejo preplaviti v dodatnih teh obdobjih maksimalno z moko. Vendar se nam postavlja vprašanje in malo me skrbi izjava države, pa tudi Evropske komisije, da države članice nimajo pravice prepovedati uvoz, ker je to solidarnost Evropske komisije. Evropska komisija je razdelila nekaj denar, da se naj delno pokrije izpadajoča izguba, kajti če bomo upoštevali borzo, ki je nekjer narekuje, da je vrednost pšenice na borzi 220 evrov maksimalno in da če je strošek pridelave 285 do 300 evrov, torej ostane 80 evrov po toni odprtega dolga oziroma tako zvane pridelane izgube pri kmetiji. In če je to 6 ton, kar včasih smo znali pokrpati z vsaj 1 tono večjim pridelkom, letos so pridelki zelo nizki
Merilo je ječmen, ki je že pospravljen, in pokazatelj pri ječmenu je, da se je letos prideloval ječmen med 3,5 in pa 5,5 tonami, 5 povprečju. Pomeni, da pšenica tudi ne bo presegala velike količine. Še večja bojazen je pa, ker je bilo obilico padavin in da zaščita, ki je bila narejena nekje v 20. maju, in če ima obdobje zaščite 30 do 35 dni, je ta zaščita že zdavnaj splahnela in se zdaj pšenici lahko v tem slabem, neugodnem vremenu pojavljajo razne bolezni. Kakšna zaščita je to? Zaščita proti fuzarijam, bolezni klasa in pa zrna. Ki nastaja zaradi obilice dežja, velike vlage. In to normalno v vsaki pridelavi se to koristi. Kar se tiče, mi smo sicer kmetje pozvali in zadruge, ki zbirajo pšenico, in vse tiste, mlinarje, ki kupujejo slovensko pšenico, naj upoštevajo strošek pridelave, vendar vsi se izgovarjajo, posebno tu končni kupci, to so veliki mlini, da če bojo plačevali pšenico po stroškovniku, se pravi po tisti vrednosti, ki je dejansko kmeta koštala, potem ne bojo konkurenčni z moko, kajti Ukrajinci pritiskajo na vse strani, in da zaradi tega bomo pač mogli kmetje utrpeti izgubo na pridelave. 1 200 000 evrov, ki ga je Evropska komisija namenila Sloveniji, državi članici, pri teh količinah pomeni 10 evrov blažitve, pa tudi če država kaj zraven primakne, je to ena malenkost. Sem sicer se pogovarjal z ljudmi iz ministrstva, naš izračun je, da bi mogli v Sloveniji združiti vsaj 8 do 9 milijonov sredstev, da bi s tem približno pomagali kmetom oziroma sektorju, ki je v težavah, to je sektor pridelave in žit, in s tem ohranili maksimalno proizvodnjo vsaj 27-28 tisoč hektarjev v naslednjem letu, kar pomeni, da bi se 60 do 70% samooskrbno tudi v nadaljevanju lahko založili za domačo pšenico, kajti naslednje leto računamo, ker imamo tudi s strani ministrstva pa Evropske komisije potrjeni certifikat, da bo v naslednjih letih deklarirana slovenska moka, slovenski pekovski izdelki z blagovno znamko izbrana kakovost, da bomo kmetje pridelovali po še boljši standardi in bodo slovenski kupci lahko kupovali gotove izdelke po izbrani kakovosti. Mislim pa, da ta zmeda, ki je zdaj, prvi dnevi žetve so, nihče se ne pogovarja o ničemur, nihče si nič ne upa zatrditi, kaj je prav in kaj ne, in kmetje smo v hudi negotovosti. Postavlja se mi vprašanje, ker dnevno lahko poslušamo, da Ukrajina bo pridružena članica, da se bo Ukrajina priključila k NATO-ju, da bojo Ukrajino poskušali vključiti tudi v Evropsko unijo. In tule se zdaj postavi vprašanje, a ni to zelo nevarno za slovensko obubožano kmetijstvo, ker Ukrajina je multinacionalka oziroma država z neomejenimi potenciali. Pa ne samo pri pšenici, to je pri sončnicah in olju, to je pri sadju, to so tudi zelenjave,
to so koruze. Tako da mi, ki imamo bolj butično pridelavo oziroma povprečno majhne kmetije, če se priključi k evropskemu trgu še en taki velikan, kot je Ukrajina, mislim, da se slovenskemu kmetijstvu, celo kmetijam, ki so povprečno majhne ali pa srednje velike, ne glede, pišejo zelo slabi časi. Kljub vsemu bi se v državi mogli zavedati, da tisto, kar pridelaš lastno, da je to najbolj dragoceno in da tisto, kar doma pridelaš, moraš braniti in pa varovati na vse mogoče načine. Zato že večkrat pozivamo državo, ministrico, predsednika vlade, da pa zdaj treba ustrezno nastopati pa ukrepati. Kaj se bo zgodilo, ne vem. Na koncu koncev bo nekdo rekel, ja, saj ukrajinska pšenica raste pod milim Bogom, kot slovenska ali pa poljska ali pa. Veste, mi imamo razne inštitute, razne zavode, ki nas zelo strogo v Sloveniji nadzorujejo. To je Zavod za varno hrano, Agencija za varno hrano, druge razne kontrolne organizacije. In meni se postavlja vprašanje, ker Slovenci imamo zelo hude standarde, kar se tiče uporabe herbicidov, pesticidov, skladiščenja, razkuževanja skladišč, razkuževanje živil oziroma pridelkov. A so res ti ukrajinski pridelki pridelani po standardi, kot jih ima Evropa ali pa Slovenija? In država, če že ne more prepovedati, nam v zadoščenje bi lahko vsaj nadzorovali vsebnost na vse tuje, prisotnost tujih stvari v gotovem izdelku in nam dokazali, da je dejansko ukrajinsko blago toliko varno, kot je varno slovensko. Kdo bi moral to delati? Agencija za varno hrano imamo. Imamo v sklopu ministrstva najrazličnejše institucije, potem imamo inšpektorat za uporabo pa prisotnost tujih stvari pa tujih zadev v nekem izdelku. Tako da imamo možnost, vendar trebalo bi naročiti in pa zahtevati. Če že zahtevamo določene standarde do slovenskih domačih pridelovalcev, potem tudi vse tujo blago, ki se pripelje, naj bo glih tako nadzorovano, pa naj bo glih tako podvrženo kontrolnim organizacijam pa standardom, ki so predpisane za slovenskega pridelovalca, za slovenskega kmeta. Mene skrbi to, ker ukrajinsko zemljo kupujejo ameriška podjetja, med drugim tudi Monsanto, ne? Ki je znan po tem, da šprica z glifosatom in takimi strupi. Glejte, kaj pomeni špricanje z glifosatom? Pomeni, da je gensko spremenjena zapis rastline, ne. Slovenija ima prepovedan GSO, gensko spremenjene organizme, zato ga tudi v Sloveniji glifosata ne moremo uporabljati pri zaščiti. Se pravi, glifosat se lahko uporablja, če je gensko spremenjen, za zaščito pred pleveli. In mi tega v Sloveniji ne dovoljujemo, kar smo mogoče kmetijci v podrejenem, nekonkurenčnem položaju. Vendar, če smo se Slovenci tako odločili, potem to sprejemamo. Nasprotujemo pa, da v Sloveniji prepovemo nekaj in ne dovolimo zaradi varnosti uporabnikov, se pravi, tisti, ki uživajo naše pridelke, naše izdelke.
Moram se malo nazaj vrniti. Ja, glifosat, ne? Ja, glejte, mi niti glifosata, ki je totalni herbicid, ne smemo kdarkoli pa kjerkoli uporabljati za zatiranje zelo invazivnih rastlin, se pravi plevela, tudi to nam je omejeno. Pa ne samo glifosata, to so razne komponente, ki so in v Evropi in v Sloveniji prepovedane. To so aktivne snovi, ki smo jih mi že zdavnaj izločili, ker je bilo dokazano, oziroma so tisti, ki so naravovarstveniki, pa tisti, ki skrbijo za zdravje ljudi, dokazovali, da določena aktivna snov negativno naj bi vplivala, pa ni dokazano bilo. Ampak smo se kmetje s tem sprijaznili, če ne. Glejte, v Ukrajini najbrž tega ni. In vse, kar se pripelje, je za moje pojme pod velikim vprašanjem. Na to vprašanje pa morajo najti odgovor tisti, ki so pri državi za to plačani, ki skrbijo za varno hrano, ki skrbijo za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji. In mi imamo razne inštitucije, kemijske laboratorije in naj stvari preiščejo, pa naj ugotovijo, če je res tako, kako si v Sloveniji to zamišljamo. Ja, pa bi lahko recimo vaš sindikat zahteval ta poročila? Glejte, saj zahtevamo non-stop, jih pozivamo. Pa dajo kaj od sebe? Zaenkrat nismo dobili nobenega podatka. Edino imamo podatek Ministrstva za kmetijstvo iz srečanja pred dobrimi 3 tedni, da je v Slovenijo bilo pripeljanih samo 90 ton ukrajinske pšenice in nič več. Zdaj, kje so to zabeležili, je za mene vprašanje. Če so pa proste meje, če je pa vse odprto in lahko kdorkoli dela karkoli hoče. Kajti dobro vemo, da ni potrebno, da pride direktno iz Ukrajine, lahko pride iz Ukrajine do Poljske, Poljska proda naprej in je že blago tretirano kot blago Evropske unije, ker je izvorna država banalna, ali pa na pamet rečeno, Poljska ali pa Madžarska ali pa, ne vem, Avstrija. Samo en posrednik je vmes, ki je registriran in sledi se izgubijo. Glejte, ogromno smo že pozivali okrog poljskega mesa, raznega uvoza cenenih zadev. Ja, ampak vse to je nekako medlo na koncu koncev. Ni jasno dokazano, da je to bilo preverjeno, da smo to preanalizirali, da smo to pregledali in pa da smo ugotovili, da je to, kar se odgovarja našim standardom. Se pravi, moramo kar končne potrošnike pozvati, da se združijo in zahtevajo ta poročila od inšpektorata. Ja, glejte, od potrošnika v veliki meri bo odvisno in je odvisno. Zato so odprte razne fronte. In eno takšno zelo zanimivo področje je vodenje masnih bilanc, kjer te dni potekajo pregovori, iskanje rešitev, odredba je sprejeta, vendar vsi se temu nasprotujejo. Kmetje smo zahtevali, da se v Sloveniji morajo voditi masne bilance. Kaj to pomeni? Poreklo oziroma količina pridelanega materiala od začetka pridelave pa do končne prodaje. To pomeni, najbolj smo se tega lotili, pa je to za vse možno, za meso. Ker če kmet proda 400 kg govejega mesa mesarju, potem mora biti v trgovini ali v mesnici ali kjerkoli 400 kg mesa
zavedenega, da se je prodalo ali porabilo. Ne sme biti 450, pa ne sme biti 500, ker takrat že obstaja sum, da se je nekaj zmešalo tujega. In to se je ves čas dogajalo. Ampak temu vsi nasprotujejo, nikomor to ne paše, ni mesarjem, pa ni trgovcem. In upam, da bo, ker je zdaj aktualna zadeva in vse pogovarjamo v tej smeri, sindikat vodi zadevo, pa vztraja, ker je tudi gospodarski minister Podgoršek iz prejšnje vlade podpisal dogovor o vodenju masnih bilanc, vendar zdaj vsi udeleženci morajo k temu pristopiti, ampak ugotavljamo pri sindikatu, da se pa eni zmikajo. In bi radi še zmeraj imeli neko prehodno obdobje, pa še zmeraj bi radi nekaj imeli možnosti, da bi se tu pa tam dalo tudi kaj zamegliti. Vendar to so stvari, ki so transparentne in na koncu morajo biti rezultati. In drugo področje je področje, ki mora slovenski kupec, potrošnik, to sprejeti, področje izbrane kakovosti. To je zelo varno področje, sema izbrane kakovosti, pomeni, da je to pridelano, oziroma če je meso je rojeno v Sloveniji, zaklano v Sloveniji in pa tudi razsekano v Sloveniji, ali če je to neka zelenjava, ali je to neki drugi pridelek, ki je deklariran z znakom izbrane kakovosti, je to čista slovensko. Se pravi, izbrana kakovost. Če je pa samo deklarirano kot slovensko, pa pomeni, da je iz tretje države, pa je Slovenija samo zapakirano. Tisto pa ni 100% slovensko. Takšne so razlike. Pa so zdaj končni izdelki, moka, kruh, kaj označeni? Tole je v fazi zdaj zaključevanja, se pravi, certifikati so dobljeni strani ministrstva in pa Evropske komisije, ni zadržkov, postopek se pa začne ob jesenski setvi, da vsi kmetje, ki bi želeli pridelovati pšenico ali žita izbrane kakovosti, se morajo prijaviti certifikacijskemu organu, ki lahko po svoji presoji kdajkoli pride na kmetijo in zahteva vse podatke. Izvor semena, izvor zaščite semena, izvor uporabe herbicida, pesticida, fungicida, skladiščenje in takrat se že dobi prvo potrdilo, da je postopek pri kmetiji bil skladno z pravilnikom izbrane kakovosti. Potem se nadzoruje lahko naprej mlinar, pek in pa trgovec, da je to skladno z pravilnikom. In to je 100% slovensko. Tako je to že izbrano meso piščančje, mleko in mlečni izdelki so že certificirane, sadje je certificirano, nekatere stvari so pa v fazi zdaj še priprava pravilnika in pa registracija. Tako da v Slovenci bomo imeli kar precej teh živil, ki bodo certificirani z znakom oziroma certifikatom izbrana kakovost, kar pomeni čisto slovensko in zelo varno. Kako vas lahko končni potrošniki podprejo kmete? Da v svojih, gledajte, tu sta zdaj dva odgovora. Da v svojih trgovinah, kjer so dnevni kupci, zahtevajo čim več izdelkov izbrane kakovosti. Vendar po drugi strani se pa potem postavi vprašanje, ker polovica Slovencev je premožnejših in si lahko išče certificirano, varno pridelano hrano,
Žal imamo pa eno skupino, če je podatek več kot 200 tisoč živi v Sloveniji ljudi pod pragom revščine, in ti bo še zmeraj kupovali, ne glede čigav je, naj je samo ceneno in pa njim dostopno. In tule še moramo potem ogromno vložiti napora, ne mi, kmetje, ker kmetje ne moremo biti socialna ustanova in pridelovati zaradi šibkosti potrošnikov, cenejše kot nam stroški narekujejo, lahko pa država pelje politiko socialne varnosti do šibkih, da bodo vsi enkrat deležni maksimalno s košarico živil, ki jim pripada. In to bo država mogla narediti nekaj več. Mimogrede, a si vi sami kruh pečete? Sami pečemo kruh. Svojega. Moko dobimo pri Mlinopeku Murska Sobota. Mlinopek Murska Sobota pa melje moko iz 99,9% slovenske pšenice. Ker je znan v tem delu, da kupuje samo slovensko oziroma domačo prekmursko pšenico. Tako da nimamo nobene bojazne, razen če se kje pa kakega milijon, ampak mislim, da to ni. Glavnem, ogromno stvari si mi pripravimo svoje. Bilo bi zelo nerodno, pa ne, da bi ne kupili žemljo, ali pa ne bi kupili kakšen turist bel kruh, ker ga tudi s pridom kupimo, podpiramo peke domače in pa pomiramo mlinarja, vendar naš domači kruh je zmeraj najboljši. Kakšen kruh vi pa delate, iz kakšne moke? Čisto rženo moko, črn kruh, kisel kruh z drožmi, kako se temu reče, domači kruh. Jaz sem vedno jezen v trgovinah, ker je zelo težko dobiti kakšen polnozrnat kruh ali pa ržen ali pa ajdov in imajo sam tak mehek kruh, ki je kot goba, ga stisneš in gre narazen. Glejte, ja, v Pomurju tega ni problem dobiti, ampak poznam, ker tedensko hodim po celi Sloveniji, pa kjerkoli se ustavimo, še nikoli nismo dobili ob hrani črnega kruha. Dobimo belo potico. Ne, škoda, sicer tam na vašem koncu v Ljubljani je Žito, največji pek. In ne vem, zakaj se Žito ne odloči, da bi tudi Žito v Ljubljani ponujal večje količine črnega rženega kruha. Saj rž ni težko pridelati. Rž konkurenčno, tudi tako lepo, pa kvalitetno, pa zadosti količina zraste kot pšenica na naše polje. In mi ga za Mlinopek predelujemo, tudi rž. Čisti rž in z tega je najboljši kruh. Imate za konec še kaj? Ja, nič. Glejte, kaj naj povem na koncu? Mislim, da ne samo nas kmete, pa pred sindikatom, pa če rečeva zbornici ali pa še prekon, da nas boli glava nad stanjem. Nekdo je za to plačan, pa bi ga mogla glava bolj boleti. Ampak veste, politika je tak, obdobje 4 let, dostikrat 2 leti hitro mine. Noben od tistih, ki so vplivni politiki, pa ne uspejo ali ne naredijo ali pa kvečjemu škodijo temu ljudstvu. Nikoli niso šli na odgovornost, pa noben jih ne more obtožiti. Ampak in potrošniki in pa mi, ki pridelujemo hrano, smo pa v negotovosti. Glejte, vsaka kmetija, ki se dnevno zapre, iz vsake kmetije, ko gre naslednik, ker danes je obdobje, ko lahko službo dobiš v 1 uri.
pa je lahko primerno, celo je tu pri nas v Pomurju, ko je 20 km od tu do Avstrije, ki so široko odprte vrata, ker Slovenci so pridni delavci, ker ljudje služijo dvakratne zneske, so spoštljivi. Vendar ugotavljamo, da v Sloveniji nam pa primanjkuje že marsikoga. In to je poziv za streznitev vseh tistih, ki skrbijo za izobraževanje mladih ljudi, za zaposlovanje mladih ljudi, pa tudi za standard ljudi. Druga skrb pa mora biti države, saj ogromno se vlože, veliki milijoni se vrtijo v kmetijstvo, ne rečem, spodbude na hektar, podpore drugačne, takšne. Ampak prišlo je obdobje, ko vsi tisti mladi, ki hočejo delati na kmetiji, samo želijo spodobno življenje. Nikoli ne merijo težkega dela, pa ne vem, odgovornosti pa. Glejte, kmetijstvo je pod milim Bogom. Pod neurje, pod toče, poplave, vročine. Vse to je negativni vpliv. Vse to nam odžira prihodek na kmetije. Vse to odžira ljudem, ki so na kmetiji, neko varnost, neko plačo. Tudi mi hočemo imeti neko plačo. In če mladi grejo, ne prevzamejo kmetije, kmetije samujejo. Zemljo si porazdelijo večje kmetije, ampak ni to. V Tešanovci je nekdaj bilo 80 kmetij, ki se je ukvarjalo z govedorejo. Zdaj sta ostala 2 kmetije, naša, pa še 1 kmetija z 1 kravo. Vse ostalo je šlo. Niti prašiči se ne redijo, niti kure se več ne redijo. Vsi bi živeli tudi na vasi, lagodno, v nekem zdravem okolju. Vsem vse smrdi, vsem vse moti. Če petelin zjutraj zapoje, je moteče. Če, ne vem, krava zamuka, je moteče. Vse je ljudem moteče. Ampak noben se ne zaveda, da je to vse proizvodni proces. In ta proces, če se oklesti ali pa omeji ali pa zmanjša, da enkrat bo zmanjkalo. Glejte, zelo hud sem na obtožbe metan, pa ne vem kakšni plini. Da krava ko prdne ali pa rigne, da povzroča, da se nalaga metan plin. Oni se pa z reaktivci vozijo, ne? No, to je pa drugo poglavje. Če gledava proti vzhodu ali pa severu, avion je na avionu. Tu se pa vozijo gospodstvo, menedžeri, politiki. Za časa covida, ko se je bilo vsa aviacija na tleh, ni bilo problem z ozonom. Ni bilo toplogrednih plinov, pa so glih ta krave prdele pa rigale. Zdaj kar naenkrat smo pa sporne. Ja, varovanje narave, kar je drugo največje poglavje. Varovanje habitatov. Veste, ko mi Ministrstvo za prostor oziroma za naravne vire čez zimo zapre 20-30 kmetij, prepove pašo, prepove košnjo travne, prepove ne vem kaj, zaradi enega metulja, zaradi nekega, ne vem, habitata. In ni jih briga, ker če eni kmetiji, ki je 40 let pasla, pa redi 40 krav muznic, nekdo prepove na pašniku pasti, na ta kmetija, če bo krave prodala, in nikoli več ne bo redila. Ampak to posameznike, naravovarstvenike, vse povsod se pojavljajo, živino bi kontrolirali, vse bi kontrolirali, se ne zavedajo, da je to vse vir proizvodnje hrane, da je to vse vezano na hrano. Tako da še ogromno tega bi se dalo zmeniti, ogromno tega bi se mogli pogovarjati, zdaj se sicer pogovarjamo, pod stavkovnih zahtevkah delamo, iščemo rešitve, vendar bojim se,
da mogoče še kakšen krat bomo mogli kmeti priti na ulice, pa izpomniti, da nismo opustili svojega običaja, da bi se zbirali in pa protestirali. To je to. Pa se vam ne zdi, da je za vsemi temi čudnimi ukrepi, ki niso po kmečki logiki, zadaj ena agenda? Nekdo je. Nekdo je. Glejte, imel sem enega prijatelja pred davnimi leti na izvršnem svetu, takrat so bili izvršni sveti v Murski Soboti, enega inženira, podpredsednik izvršnega sveta. In se slučajno okrog Murske Sobote takrat še kmetovalo, pa hlevski gnoj se je trosil. Mi je rekel, telefoni so pregorevali, smrdi, smrdi, smrdi. Ampak mi je rekel, veste, kdo je klical? Tisti, ki je včeraj še gnoj vozil po Goričkem, danes je pa prišel v Mursko Soboto. In to je največji problem, da ljudje pozabljajo, da nekdaj smo vsi od tega živeli. Zdaj od tega živi 5% ljudi v Sloveniji, 5% v Evropi. Vsi ostali imajo neko boljšo rešitev. Ampak te 5% pa mora poskrbeti, da 95% ljudi vsako jutro, vsako kosilo ali pa vsako večerjo si imajo nekaj na mizo. Jaz drugače še razmišljam za vse te naravovarstvenike, pa za vse te varovalce ena, pa druge, pa tretje oblike, pa vsaj ni problem, kdo so pa kaj so. Uradniki Evropske unije, ne? Ljudje, ki trošijo velike denarje. Ljudje, ki v Metelkovi dobivajo velike podpore, pa neverjetno denarje porabijo državnega. Ampak drugo sem vam hotel povedati. Leta 1900 je bilo na svetu 2 milijarde, 3 milijarde ljudi. Leta 1950 je bilo mogoče že 4 milijarde. Zdaj nas je 8 milijard čez. Zemlje je približno 30% manj na svetu. Vse smo jo pozidali, vse smo naredili avtoceste, kolesarske poti. Zgradili smo industrijske cone. V vsaki industrijski coni je nešteto trgovcev. Zgledam tule v Murski Soboti, imamo vzhodno pa zahodno industrijsko cono. V vsaki coni je trgovec en in drugi. Te zemlje ne bo. Ljudje se pa na svetu še zmeraj razmnožujemo in nas je vsak čas več. Z nekaj bomo mogli že preživeti. Mislim, da tehnologija čričkov, mokastih črvov, polpetov iz teh zadev ne bo dala rezultata, ker strokovno je dokazano, da najboljše beljakovino človeško telo dobi v svinjskem ali pa v mesu, ali je riba, ali je svinjsko meso, ali goveje meso. In največ vitaminov dobite iz zelenjave, ki so zrasle na vrtu. Ni nadomestila v obliki, ne vem, prehranskih dopolnil. In če zdravo hočemo preživeti, potem nekatere te stvari moramo upoštevati. Drugače bomo robote in pa umetna inteligenca se bo hitreje razvijala kot zakisani ljudje na tem svetu, ker se zaradi vseh teh slabih prehranskih navadah se bojo tudi ljudje začeli spreminjati. In se bojim, da ne bomo v naslednjem desetletju ali pa 20 letih, če ne bomo upoštevali osnovno naravne zakonitosti. To so naravne zakonitosti. To je skozi evolucijo milijon let trajalo, da se je človek razvil, prehranjeval, ker tudi umrljivost se nam je zdvignila. V letu 50 ali pa 60 je bila umrljivost pri 60 leti, 55 leti. 50 let po tistem vse več imamo stoletnikov. Vse več ljudi živi do 90 let.
Povprečna starost je zdaj skoraj 80 let. Pa je prisotna farmacija, pa so prisotni, ne vem, pesticidi, pa herbicidi. Pa. Nikoli tako čistih voda nismo imeli, kot imamo zdaj. Lahko jo pinjamo vse povsod. Tam, kjer so kmetijska polja, kjer so kanalizacije, kjer so izpusti v naravno okolje, kjer je prisotnost naseljenega človeka tako velika, ker največji osnaževalec dobesedno je človek sam osebno. Koliko preparatov na sebe zliješ, s koliko preparatov se dnevno polivaš, vse to gre nekam v podtalje, vse gre to nekam kao neke čistilne naprave, ampak vprašanje je, kako se to očisti. To je prisotno. To, kar kmetijstvo nasnaže, to je mali procent in v Pomurju zagotovo se lahko trdimo, da vse povsod imamo zdravo pitno vodo. Prekmurci, ja. Zdaj smo pa že vse povedala. Ja. V glavnem moramo delati vsi za enega, eden za vse. Ja. Vsi podpirati kmete, da boste lahko Glejte, kmeti kaj nam... Podpora Slovencev je to, da gre pa vzame slovenski jogurt, slovenski sir, slovensko mleko. Samo idite vi v en Špar trgovino. Pa poglejte med siri. Ementalec, imate ga rastlinskega, takšnega, drugačnega. Kupite si ementalec iz mleka, pomurskega, ljubljanskega, ne vem, tam, kaj je že, tolminska, izvornega iz mleka, pa boste videli razliko. Ponaredkov je ogromno, ni vse to, kar se ponuja. In če se, glih tak, naprimer, zelenjava, slovenska, domača, ali pa tista, ki se vozi iz Španije, kaj z južne afriških držav ali pa azijskih držav. To ne more biti ista kvaliteta, ker to tedne potuje. Tule pa nekdo nabere, pelje na tržnico ali pelje v trgovino, pa je sveže. A jaz kupujem vedno na tržnici. Ja, no, razen kdaj, če jih ne morem, pa grem v trgovino in mi slabo rata in ratam jezen in bi pisal pritožne knjige in vse, ko vidim čebula, korenje, krompir, vse uvožen, Španija, ne vem kje. Ja. Sicilija. Groza. To je to. Hvala lepa. Povedal sem vam celo pravljico. Če bi to pisala, bi bilo za 120 strani knjige. Hvala. Dobro. Pa dobro vreme za... No, lepo kaže do 20, čez 20. Tudi če kaj malo poškropi, ne bo problema. V glavnem, zdaj se je stabiliziralo vreme, v roku 7 dni bo žetev ogromno pobrala že, tako da. Zdaj druge variante ni, zdaj samo treba požreti. Hvala lepa. Prosim lepo.